En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Jaz srčno upam, da bo tale video zdržal, spet mi je nekaj pokazalo, da ne funkcionira. Pa sem preklopljena v službi, tako da zdaj vidim, da mogoče včasih bolje, da sem kar na mojem mailu. Evo, spet live. Danes sem se odločila, da bom govorila o temi, o odnosih, zaradi tega, ker imam občutek, da je marsikatera veza zaradi tega, ker ne znamo graditi odnos, se razide, ali je marsikatera veza apatična, marsikatera veza živimo en mimo drugega. In bom mogoče podelila malce moje zgodbe, da boste sami videli, kje se vi nahajate, kako vi gledate na to, na svojo vezo, ali obstajate v tem življenju, ali ga živite. Eno je, ko obstajamo, takrat pač je neka rutina, ki se držimo rutine, drugo pa je, ko poskušamo v tej vezi tudi nekaj narediti, zaživeti in to strast, to življenje širiti naprej. Ok, mogoče napisala sem 3 točke, kako lahko gradimo odnos sami seboj. Ja, definitivno tako, da z drugimi, tako da najprej začnemo pri sebi, gremo noter vase. Druga zadeva, katera je, da se upamo dotakniti malce svoje bolečine in pogledati, zakaj se nam to dogaja, ker vedno bolj, ko bežimo iz veze v vezo, se tudi to dogaja, da tudi če mislite, ta partner ni pravi zame, ta partnerka ni prava zame, boste dobili partnerja ali partnerko, ki ima še toliko več tega, da vi spoznate, zakaj se vam to dogaja. In tretja zadeva, ki je pa najbolj enostavna, po drugi strani pa najtežja dejansko za narediti, da takšno življenje, kot ga živite, ga morate totalno spremeniti, če želite vaše življenje narediti lepše, srečnejše, da res postanete živi. Mogoče preden še začnem, danes sem preživela čudovit dan. Evo, pravkar smo prišle ženskami, smo bile s podjetnicami pri 2 odličnih Prekmurkah, odličnih podjetnicah, in sicer Sabini Sobočan in Nuši Pavlinek. Tako da je bilo čudovito, krasno tudi videti, kako se ženske odpirajo, kako ženske govorijo lahko že o svojih čustvih, občutkih, to, kar je tako in tako naš job. Ok, pa začnimo. Čisto na začetku, zakaj se nam dogaja, da težko gradimo odnos z drugimi. Pa bom skozi mojo zgodbo, zdaj bi bilo tako dobro, da bi bil Igor tudi zraven, ker bi bilo to odlično za kombinacijo pogovora. To smo midva že imela enkrat intervju o tem, smo skupaj ga posnela, tako da sem ga pripravila na to. Zdaj ga je treba pripraviti, da se ponovno pojavi. In sicer, malce bom se vrnila nazaj na otroštvo. Čisto vsa vedenja, ki jih prinesete, tudi kot odrasle osebe, jih prinesete iz otroštva. V mojem otroštvu, v naši družini je potekal razgovor tako. Konstantno je bilo dretje. Najprej en je rekel, potem je drug se namulal, ali pa ta rekel nazaj, potem se je skregalo, skozi je bilo napeto, skozi napeto vzdušje, to pomeni zelo taka negativna energija, po drugi strani pa stresna energija, in ti potem v tej energiji rasteš. In spomnim, kako mi je mami rekla lansko leto, če bi jaz znala s tvojim očetom drugače, bi tvoj oče bil čisto drugačen, ampak nisem znala, kar je razumljivo. Pri 17 letih se odloči, da bo postala žena, da bo rodila otroke, otrok rodi otroka. Jaz imam sina starega 19, drugi bo jutri star 15 let in si nekako ne predstavljam, da bi že lahko živela to družinsko življenje. In kaj se nam zgodi? Pomeni, kako celo otroštvo gledaš, kako starša komunicirata, kako prihaja do borbe, ne do komunikacije, iskrene komunikacije, do deljenja res tega, kar čutiš navznotraj, prihaja do tega, da se vedno bolj odmikaš in potem rečeš, vse je v redu, kako je šele pri drugih. Najbolj enostaven stavek, ki ga vsi tako radi uporabljamo, da rečemo, vse je pri nam boljše, on jo tepe, ona njega vara, ali pa on jo vara, nič ga ne vidi in tako naprej. In potem se kao tolažimo s tem, vse je pri drugih
drugačno, vse je pri drugih še slabše. V resnici pa tako in tako ni važno, kako je pri drugih, ker vi ne veste, kakšne zgodbe imajo v zadnji, sploh ne veste, kakšne imajo dolgove iz prejšnjih življenj, kar pomeni, da je izredno pomembno, da greste noter vase. No, in če se spomnim mojih vez, začetku mojih vez, so bile veze tako, da sem vse, kar sem iskala, samo nekoga, da me ima rad, da mi pokaže, ker moja dva se tako in tako skozi sta se bockala in sem iskala nekoga, da mi samo pokaže to ljubezen. In takrat, ko pač iščeš to ljubezen, se absolutno brezpogojno predaš. In sem prepričana, da tisti, ki še niste bili ranjeni v ljubezni, res ranjeni, še v resnici niste res ljubili. Kajti, ko se brezpogojno predaš, veš, da si povlekel v svoje življenje osebo, ki je isto tako ranjena. In ko si ti slečeš, se ta oseba lahko ustraši. In ponavadi pride do tega, dokler oseba, ki je fejs ranljiva in ki je konstantno v borbi, nekaj ne dobi, se bo grebla za to. Ko pa dobi, pa se pa kar naenkrat ne znajde, ker več ne ve, kaj naj s tem počne. Zato je izredno pomembno, da se zavedate tega, da če ste to imeli v družini in da se vaši starši niso znali razumeti, komunicirati, povedati iskreno, kaj čutijo, govoriti o svoji bolečini, da zelo težko, da imate vi to noter v sebi. In da če želite imeti to v sebi, je pomembno na tem delati. To pomeni, moja družina je bila takšna, konstantno konflikti, tako se je reševalo, da je enega nadrl, sarkazem, borba, ponižanja je bilo dosti v naši družini, ampak veliko je bilo pa resnice, kar pomeni, da niso znali to na lep način povedati, ampak se je povedalo tako bum, tako kot pač zdaj poskušaš lepo govoriti, ampak resnica je vedno dobrodošla, če je iz srca. Resnica resno, dragi moji, zapomnite se, če je resnica iz srca, ne glede kako boli, vi, če je resnica iz srca, vi rastete. Če pa je resnica iz ega, pa še drugi strani še bolj nabijate kompleks, ne kompleks, bi prej rekla, zapirate srček in gre oseba bolj v ego in se še bolj boji odpreti ta srček. Kar pomeni, in zato sem danes vzela, to je bilo tako, ena izmed mojih najlepših manter, ko sem začela čisto na začetku. Mogoče še to, no. In ko se zdaj spomnim vsaki vezi, kako sem naredila, nisem imela dosti vez, tako da zdaj ne morem govoriti o nekem številu mojih vez, ampak vem, da ko je bilo tako, ko mi je en moški izkazal tako res ljubezen, tako čisto se je slekel in mi je rekel, da me brezpogojno ljubi, ali pa je bilo to za mene, to sem se tako ustrašila in sem zbežala. In sem rekla, to pa absolutno ni zame. Ko sem videla, da moški me ne sliši, to pomeni, da ne sliši, ker nisem znala mu povedati enostavnih besed, ne vem, si me prizadel, pogrešam te, želim tvoje poglede, daj poglej mene, povej mi, da sem lepa, reci mi, da me ljubiš, ker tega nisem znala izraziti, sem izražala skozi napad, skozi ego, to pomeni, da sem šla v to borbo, dokazovanja nečesa, ja, ti si pa to, ti si pa to, ti si pa to, v resnici, da se slečem, da odprem to srce in da pokažem, kaj čutim. Ker če oseba na drugi strani, ker ponavadi vedno povlečete v svoje življenje osebo, kot ste sami. Ne gre drugače. Tudi če je na eni strani oseba, ki je zelo introvertirana, moj mož je malo bolj introventiran, jaz sem pa ekstravertirana, to pomeni navzven. On je navznotri, jaz sem navzven. On išče potrditev navznotri, jaz sem ga iskala navzven. Kar pomeni, da on vse, kar je, ni ga znal izraziti in je bil tiho. Jaz sem ga pa izražala na takšen način.
da me je vse posod polno. In ko vas je vse posod polno, potem tudi energija ni ta prava. Energija je nastrojena energija, tako prav čutite. Tako da, lepo prosim, dajte začeti čutiti energijo pri ljudeh. Dajte biti pozorni, kako ljudje, nič ga ne rabite spraševati, samo čutite energijo. Čutite tudi takrat, ko je ton višji, ko se vedno bolj dviguje ton, je oseba nesigurna, ne ve, kaj naj, in z tonom daje moč, vpliv, koliko je bilo tega pri meni. Zato pa imam tako močen ton. Zdaj pa včasih tako govorim, da se vsi tako pridejo, pa da me poslušajo, ali me slišijo ali ne slišijo. Tako da, moja mantra je bila Ho'oponopono, Ho'oponopono. In vam predlagam, da jo začnete poslušati. In je samo nekaj besed, ki si želim, da se jih naučite. In da te besede vas izražajo. Se ne vem, kako vam to so najbolj enostavne besede, ki je želim, da se zdaj ne vem, kako vi vidite kontrastran, to zdaj ne vem, to mi boste pol povedali, Žal mi je, da rečete osebi, ko naredite, ne vem, ko sem žalostna, ko sem kdaj huda, ne vem, prijem domov, pa vidim, da ni pospravljeno, pa malo začnem, pa rečem, jaz ne rečem, žal mi se rečem, sorry. Vem, da je v meni izziv. Druga beseda, mislim, drugi stavek, kakorkoli, ne vem, če ga lahko, me bom vesela, če mi kdo pove. Prosim, odpusti mi, oprosti mi, ne vem, odpusti mi, če sem te prizadel, če sem te ranila, če sem karkoli, prosim, odpusti mi, ker ko boste to govorili, boste začeli odpuščati sebi. Boste delali dol, let it go, sam naj gre dol tisto, kar mi ne služi, res ne služi več. Tretja stvar, mislim, tretji stavek, da znate reči, hvala ti, hvala. Zadnjič mi je rekla ena oseba, nehaj mi več govoriti hvala, ker je toliko teh hvala, ampak če jaz to živim, če jaz vsak sleherni dan pišem hvaležnosti, potem je to pri meni kot nekomu, je pri meni hvala. Naj to zleze noter v vas, ker hvala odpira vrata v svet. Potem pa rada te imam. Moram povedati, da meni ta slovenska beseda rada te imam je malce tako, ni mi glih tako, lepša mi je moja balkanska, volim te, ljubim te, rečem tako, ponavadi v postelji, ali pa takrat, ko res mu bolj napišem, ampak volim te mi gre pa res gladko. In tudi vem, da je to tako, to pa mi je zlezlo pod kožo naš balkanski stavek. In en stavek, ki sem ga dodala v svoje življenje zato, da res spustim, pa da poskušam biti svobodna, ampak po drugi strani pa tudi, ker jaz sem se vedno zapirala, zdaj bomo še potem prišli do tega, je pa pogrešam te, želim si te, želim, da si z mano, ne vem, potrebujem te, dovolite si to nekomu povedati. Jaz ne vem, kaj je tako težko, tako boste začeli odnos samo graditi. Sej najbolj pomembno je, da ga gradite seboj, da se ne zapirate in da ne bežite od svoje resnice, ne bežite od tega, da sami hočete pri sebi narediti spremembo. Ampak tako kot pravim, če želite narediti spremembo, jo boste mogli narediti na tak način, da boste živeli čisto drugačno življenje. Začnete ga pa tako, s hvaležnostjo, predvsem kar je, predlagam, mantra, lahko mantro imate na YouTubeu, dajte si jo gor, dajte jo poslušati, ko tečete, ne vem, mi jo imamo doma kratko, mislim, jaz se več nimam, ker to smo včasih ful poslušali, zdaj tega imamo malo manj, imam druge mantre, ampak to je osnovna mantra, kjer ponavljaš 4 besede, skozi, ne vem, I'm sorry, please forgive me, sem to se boste učili in ko se boste to učili,
bo to lezlo noter v vas in bojo te besede postale del vašega življenja. Ok, kako veste, če gradite odnos z drugimi in če ga znate zgraditi? Nekaj let najinega življenja je bilo pač takšnega z Igorjem. Ko sem se pač odločila, da si želim ustvariti družino, naj povem, da je družina za mene res sveta stvar. Tako, to je moj tempelj, to je nekaj, kar me osrečuje, polni, izpopolnjuje. To je to, kjer je moja celica. Ko sem nesrečna, pridem tja, ko sem izpopolnjena, pridem tja, ko sem navdihjena, pridem tja, ko sem polna ljubezni, grem tja, ko sem žalostna, vse se dogaja v tej moji celici. Moja celica je moja družina, to je moj tempelj, to je čisto vse. Aha, mislijo, da mi piše, da se bere nazaj. Ok, ampak naj en napiše te besede, en od vas naj napiše te besede, ki sem jih izgovorila, napiše in potem boste vsi imeli te besede in jih boste ponavljali, konstantno jih boste ponavljali. Kaj bi mogla kaj narediti, da bi se drugače videli? To sem pa zdaj pozabila. Če včasih sem delila videe, pa se videla, zdaj pa ne. Ok, gremo pogledati, kako sem jaz začela moj partnerski odnos z Igorjem. Glede na to, da sem iz vsake veze bežala na nek način, danes lahko rečem, da vem, da sem bežala, to meni, da se nisem znala soočiti, ne vem, da nisem znala mogoče povedati, manjka mi ljubezni, manjka mi spoštovanja, manjka mi pohval. Škoda, žal mi je tudi, ker nisem šla domov, ampak sem šla direktno v službo, da bi vzela knjigo, za katero mislim, da bi jo vsak mogel prebrati. Vsak, čisto vsak. 5 jezikov ljubezni. To je osnovna knjiga, da sploh se naučite vedeti, kjer je vaš jezik ljubezni. Kjer je sploh vaš jezik ljubezni, da znate to reči partnerju, to potrebujem, partnerki, komorkoli. In ker sem bežala, ker vem zdaj, da sem bežala iz veze, ker nisem znala se soočiti s svojo bolečino, danes pa se znam soočiti s svojo bolečino. In kaj se nam ponavadi zgodi, drage ženske? Zdaj vas nagovarjam vas. Ne bo moške, ampak vas bo. Če smo v otroštvu rasli tako, da smo se mulali, smo se zaprli, pa smo rekli, saj naj mama pride, pa naj mi mama ali pa ati pove, da me ima rada, pa gor dol, to isto ste prenesli v družino. In jaz se spomnim, ko sem se skregala z Igorjem, sem se namurkala, namulala in sem šla v sobo in ponavadi sem čakala, res čakala, je bilo to 2 dni, 3 dni, da bo prišel in da se bo vrtel okoli mene in da mi je porekel, pa dej nehino, pa saj vse v redu, pa povej mi gor dol in mi je polnilo moj ego. Evo, vidiš, da je prišel. A vidiš, da si se zmotil. Ko danes gledam nazaj to zadevo, oh my God, 3 dni sem bila pripravljena trpeti s to bolečino, namesto da mu rečem, ljubim te, dragi moj, ne predstavljam si življenja brez tebe. Hvala ti, ker me slišiš, hvala ti, ker razumeš, da imam bolečino, da sem jo prenesla iz otroštva, da me je strah, da te bom izgubila. Nisem znala takrat, vendar danes to znam. In drage moje, vse tiste, ne mu bom pustila, naj razmišlja, kaj je naredil. Sončice moje drage, fantje so najbolj preprosta bitja. Če pa on ne bo razumel, če ste iskrene, odprte in če želite graditi odnos, ga boste samo na tak način. Če on ne bo razumel, boste same vedele, kdaj je čas, ko boste tako lahkotno, brez kakršnekoli bolečine se lahko poslovile s tem partnerjem. Ker pomeni, pomagali ste, da raste, da gre naprej. In če partner se ne dovoli odpreti, verjamte mi, da bo prišel čas, ko boste naredili ta korak v novo življenje. Samo lepo prosim, ne ostanite tam. Sem zato, da ste v zakonu. Resnično. Ne ostanite zato, da rečete, da imate partnerja ali partnerko, zato ker imate otroke, ker boste svojim otrokom dali te vzvode. Točno ta vedenja, kot ste jih vi dobili. Ko sem jaz mami spraševala, mami, če si bila tako nesrečna zraven očeta, ker si konstantno jamrala, zakaj se nisi ločila? In je rekla, zato ker nisem mogla živeti, kako bi z eno plačo preživeli.
Ja pa mami, če tako in tako nisi bila srečna, si to nesrečo spravljena na nas 20 let. Vsi tisti, ki ste želeli zbežati od doma, tako kot jaz, komaj ste čakali, da prije moment sem, da greste od doma, to pomeni, da niste bili srečni. In to pomeni, da 19 let, 18 let, 16 let, 25 let ste živeli v nesrečnem življenju. A vi veste, da je zdaj to izredno težko takoj spremeniti. Zato pravim, tretja stvar, vaše življenje se mora totalno spremeniti. Takšno, kot je bilo včeraj, ne more biti več. Da pa lahko postane drugačno, je pa treba plan narediti, totalno spremembo. Samodisciplina je ljubezen do sebe. Kaj to pomeni? Meditacija, lepe misli, hvaležnost, hoja, tek, karkoli pač je, zdrava prehrana. Ne more mi oseba reči, resnično ne, res ne. Zaradi tega, ker že sama po svojemu telesu vidim, ko je oseba srečna, zadovoljna s seboj, takšna kot je, taka oseba ne mora biti premočna, presuha, ampak je taka kot je, mislim v tem stilu, lahko imaš kako kilco več, lahko imaš 5 kilc več, ne moreš jih imeti 30 več, ne moreš jih imeti 20 več. Pomeni, da si nesrečen in se moraš lotiti te odvisnosti. Vsak ima eno odvisnost. In potem se sprašujemo, tako lepo mi je, ko grem na obrede in ko včasih moje drage dame ali pa moji dragi gospodje, skozi se vrtim glede teh obredov, jaz sem prepričana, da so mi ti obredi vso tisto znanje, ki sem jih dobila od vseh drugih učiteljev, samo zložili v pazle, da je ta puzzle sestavljena, da ni na pol, ampak da je cel sestavljen. In jaz srčno upam, da tudi moji videi, kateri so, doseže čim večjo množico ljudi, da vas doseže, da vsaj kak stavek zavibrira z vami, vsaj kak stavek. Ne moramo, dokler misli, to sem, veš pa mi misel odide, tudi jaz sem sodila in tudi to sem vam povedala, da sem sodila ljudi, ko se ne znajo urediti, da sem sodila ljudi, ko zamujajo, da sem sodila ljudi, ki ne zaključujejo zadev, da sem sodila ljudi, ki skozi šimfajo, da sem sodila, ki so skozi žrtve, ampak potem sem videla, da jih nimam kaj soditi, ker vem samo, da so od nečesa odvisni, ali da so dobili neko odvisnost, imajo, to meni niso razrešili nekega vzorca svojega, in mi je bilo ful lepo, izredno, izredno lepo, ko mi je zadnjič ena izmed kandidatk na obredu rekla, nimam pravice soditi alkoholika, zaradi tega, ker ne vem, kakšne ima bolečine. To pomeni in resnično, ali vsaka odvisnost govori o pomanjkanju ljubezni. Vsaka odvisnost. To pomeni, lahko bi rekla na momente, ker sem eno leto hodila vsak mesec na obred, ajuasko vsak mesec, da sem se polnila z ljubeznijo, kar pomeni, da sem bila odvisna od tega, da nimam ljubezni in da se napolnim s polno ljubezni, ker me je filala, polnila, da vam ne znam povedati kako. In ko sem opisovala ajuasko, razumem, da ne more imeti vsak enako. Mene je polnila z ljubeznijo, ker pomeni, da sem 20 let jo razdajala in potem jo samo dajala. To pomeni nobena odvisnost, ali je to hrana, ali je to alkohol, ali je droga, ali je, igrice, ali je seks. Hvala, ena Martina je že napisala. Evo, moja ambasadorka je še napisala. Tako sem srečna tudi, ko moje dame rastejo, glih pri tem rastejo, ne mi več rasti tako gor, upgradeati. Ne delite tega, tudi danes, ko slišim, rada bi še naredila doktorat, rada bi naredila to. Punce, pejte najprej v srce, pejte najprej srce pozdraviti. Ko boste srce pozdravile, boste doktorat malo odkolen, da ga boste naredile. Karkoli pa boste videli, jaz sem tudi mislila, ta faks mi ne služi, ne bom imela dovolj lastne vrednosti, pa to mi ne služi, pa nehite. Lastno vrednost dobivate, ko srček odpirate, ko si dovolite izražati sebe,
ko dovolite, ko koga pogrešate, da mu napišete, pogrešam te, ko na koga mislite, spomnim se enega mojega sošolca, vrhunskega, tako ga imam rada, tako res ga imam rada, ker je tako srce in mi reče, tako rad bi poslal srčka, pa mi je rekla, da je tu mač tega, evo to vam govorim, ko se nekdo sleče, je prav, da podeli to, kar ima, to, kar čuti, mislim na te, oprosti mi, ne vem, odpusti mi, ne vem, rad bi bil s teboj, pogrešam te, ljubim te, pa dejte za Božjo voljo, ne izgubljati, niti trenutka več. Zadnjič napišem Jocu, še to naj podelim, vsem mojim dragim mentorjem, ki so res, mislim tako, bili so tough, res so bili hard, ni jim kaj za reči, in vsakmu napišem tako, hvala ti za vse, kar si mi dal, še danes to tvoje znanje skrbno nosim in vsakič bolj ga oplemenitim. In pa mi Joc napiše nazaj, a si ti v redu? In vsakič mi to napiše in potem mu napišem nazaj in pa ga pokličem. A te lahko vprašam nekaj, kdo je tebi se kdaj v življenju zahvalil, ti povedal, da si mu nekaj dobrega naredil, da je zaradi tebe postal boljši človek in tako naprej. Me je poslušal, v redu si, vidim, da si top, v redu je. Kar pomeni, da če mi ne znamo sprejemati, ali pa spomnim se, kako nisem znala sprejemati darila, kako je bilo to, ko sem dobila neko darilo, da sem mislila, da ga moram takoj vrniti nazaj. Zakaj sem to dobila? Zakaj je to prišlo do mene? V resnici, če se pa spomnim, sem imela pa vse partnerje, ki so me konstantno razvajali. To meni sem imela vse partnerje, ki so mi dajali ljubezen. Na koncu sem videla, da sem bila jaz tista, ki sem bila najbolj zaprta v ljubezni. Da ja ne bi to naredila. Zakaj? Ker me je prvi močno prizadel. Ker sem se slekla. In ko se pri prvem slečeš in ko te prvi prizadane, potem rečeš, ne bom več, da ne bom spet ranjen. Dragi moji, skozi rane, tako kot moj sine je rekel, čeprav ne bi zdaj želel, da to govorim, ampak sva, oh my god, kak odnos sva zgradila s Tijanom, noro. Mi je rekel, mami, zdaj zastopim, kar si mi govorila, to sem govorila, sem pa premalo to živela, Ljubi sine, spusti ljubi, ne se držati, ne čuti, da moraš koga spusti sine, res spusti, pa če boš ranjen, se boš naučil še bolj ljubiti. Pa ko bo spet ranjen, se boš naučil še bolj ljubiti in potem bo v tvoje življenje prišla oseba, tolikokrat, kot boš ti srce odprl, takšna bo na drugi strani. In zdaj, bolj ko vi ne upate srčka odpreti, bolj imate na drugi strani isti odnos. In potem pride do borbe. Ni borb v ljubezni, ni jih. Odprti odnosi. Ne iti v mulanje, murkanje, vsi tisti, ki so bili z menoj, ki so delali z menoj. Jaz ne znam, jaz sem ista. Zdaj, ko govorim z vami, sem ista v službi, sem ista doma. Jaz ne znam biti drugačna. In z mano so to ljudje videvali. Videli so. Ko sem imela lep odnos z Igorjem, so vedeli, da ga imam lepega. Ko sem imela hudega, so znali. Jaz nisem znala maske dati gor, ampak takrat sem šla v projekte in sem delala projekte in sem tam širila to svojo ljubezen. Ampak vem, da sem pa bežala od doma. Beg od doma. Ja. Zato včasih rečem, da se je treba kdaj vprašati. Jaz mislim, da je najlažje, ko si srečen doma, to srečo preneseš v firmo. Čeprav, kakorkoli, če zdaj pogledamo, jaz sem se mogla vrniti v Skazo za nekaj časa, sem prisotna, delam na določenih oddelkih zaradi tega, ker kakorkoli pa vidiš, da te pa le podjetje potrebuje, in da ne moreš kratko roke dati stran. Pa naj naredim rezime na koncu, da ne bo predolgo, čeprav bi lahko zdaj govorila ure in ure, predvsem zaradi tega, ker se soočam, srečam, vidim. Trenutno sem se tudi upletla v nek odnos, kjer vidim, koliko je te borbe, koliko je tega tako, ne pa prepričevanja, pa argumentiranja, pa ne vem, kje vse izgovori, iz pete vam potegnjene, pa ne vem, iz katerega 7.
7. generacije, prosim lepo, dokler ne rešite najprej sebe, ne morete iti kaj dol čistiti. Najprej morate sebe počistiti, priznati, ne vem, tako kot sem prej govorila stavke. Hvala Martina, ker si jih napisala. Hvala vsem, ker delate spremembe, kako ne vidite, kako lepo prosim, jaz sem rekla, da bom to zadržala, pa da bom to povedala mogoče čez 3 leta. Kako ne vidite, da nam zemlja nas uči? Zemlja nas uči. Odnosi so postali borba. Najhujše je, ker je tudi pri ženskah veliko borbe, dokazovanja. A boš ti, ali bom jaz, a boš ti. Saj sem bila tudi med njimi, sem več nisem, res več nisem, že 5 let nisem. Polnih 5 let nisem. In vsako leto bolj se mi zdi, da se me upajo ženske približati, da upajo pogledati, da jih ni več strah, da ne bežijo od tega. Eni mi celo povejo, ko si mi šla na živce, danes te slišim, danes vem, danes znam slišati, kaj govoriš. Pa mi tudi priznajo, lej, bila si uspešna, pa me že to moti, ker si bila tam uspešna, pa si, lej, vse je ok, ko pride čas, če zdaj ne, me boste slišali kasneje, ampak bistvo tega je, če že danes me poslušate, veste, da nekaj bo ostalo noter v vas, nekaj, pa dajte step by step, delite majhne korake, rabite delati zdaj ogromne korake, majhne korake, ne se boriti. Zemlja nam kaže, če ne želite se vi sami povezati med seboj, bomo mi delali, da se boste povezali, bo univerzum to naredil. In so poplave, in so potresi, in so, ne vem, požari, in toče, in karkoli pač je, zato da se združimo in povežemo. In takrat se pa znamo, takrat pa znamo spoznati soseda, reči dober dan, dobro jutro, se nasmejati komu. Zdaj še ne vem, da so te moje gubice, ker sem se celo življenje rada smejala in jih imam res rada in mi koristijo, ko se spomnim, koliko sem mogoče ljudi osrečila s temi mojimi gubicami. Tako da, evo moj zaključek. Saj ne vem, zakaj me je vesolje poslalo in zakaj mi je vesolje reklo, da to delam. In vidim, kako je moj mož srečen in kako, včeraj mi je napisal, Tanja, rabim pomoč. Čuti malce apatičnosti v eni proizvodnji in pol mu rečem, možek, saj veš, da mi dva ne moramo spremeniti tega, Jaz sem poskušala 100 orodij, mislim, če pa je kdo od delodajalcev, sem pa jaz tista, zato ko prihajam iz te družine, ker imam to noter v sebi. In vedno mislim, da najprej mora človek pri sebi in potem bo vse ostalo. Vse ostalo bo naredilo. Tudi veste, za odlične primere, ko ljudje zamenjajo službo, dobijo krat 2 plačo, potem pa krat 2 zbolijo ali pa krat 3 zbolijo, denar ni na prvem mestu. Na prvo mesto mi je počutje, kako se počutite, kako se imate s to osebo. Meni je tako lepo, ko sedim z ljudmi, ko sem z njimi, pa včasih sploh ne rabim govoriti, pa mi paše njihova energija. Mislim, jaz veliko dam na energijo, moram res priznati, da tudi če začutim, da nimam z osebo energije, ne morem delati z njo, zaradi tega, ker vem, da je to vse nekaj pod prisilo in da je to površinsko zgoraj, da pa želimo globino. Ko se pa človek navznotraj odpre, to pomeni, ko res gre v svojo dušo, zna pa to čutiti. In jaz si že to dovolim, da lahko rečem, ja, ne, da znam začutiti to energijo in da tudi, ko čutim, da energija ni dobra, da se vprašam, ampak ne morem zdaj vsakemu reči, pa malo vrtati noter v njega, ampak srčno upam, da pa oseba to sama potem zazna, pa reče, malo moram na sebi podelati. Zadnji stavek za konec. Nihče drug ne bo gradil odnosa z vami, če ga ne boste sami najprej znali zgraditi seboj. Da boste nežni do sebe, da si boste dovolili odpreti, da ne boste iskali izgovore pri drugih, kaj se pri drugih dogaja, zakaj je to tako, zakaj ni tako. Ne vem, tudi ženske k meni prijo, hoče biti uspešne. Ja, hočete biti uspešne, samo da če prijemo do uspeha, jaz vas več ne znam učiti uspeha brez odprtega srca. To pomeni, jaz vas lahko naučim, da postanete srečne,
da veste, kaj je vaša lastna vrednost, da se zavedate svoje blagovne znamke in potem sem prepričana, da boste uspešni. Ne znam več na površini graditi, ne znam več na borbi graditi, ne znam več graditi na tem, da zruši vse, samo da priješ do cilja. Ampak znam graditi na način, da pogledaš noter vase in da rečeš, aha, ok, to je tisto, na čem je prav, da delamo. In nobenega odnosa, spet smo pri tem, kako boš vedel, kaj je narobe, če nisi obdan z ljudmi? Če si obdan z ljudmi, potem veš, kaj te moti pri njih, kaj je dobro pri tebi popraviti, kaj ti je všeč pri njih, da znaš tudi to ceniti pri sebi. Zdaj se spomnim, ko sem občudovala lepe ženske, ko so mi bile tako lepe, take, oh my god, kako so lepe, oh my god, kako ima lepo torbico, kako je ima lep nasmeh. In jaz to vidim vse pri sebi. In res vidim to pri sebi in mi je fajn, ker vidim to pri sebi. To pomeni vse tisto, kar sem občudovala pri njih, sem imela tudi sama, ampak tega nisem znala zaznati, da imam tudi to noter v sebi. Tako da en lep večer vam želim, res lep večer, gradite odnos s seboj. Če ga ne znate, začnite najprej z mantro, hopono. Začnite z mantro, ponavljajte stavke, žal mi je, prosim, odpusti mi, rada te imam, hvala ti, pa dodajte še enega zraven. Pogrešam te, potrebujem te, mislim na te. Dodajte to, zato da vam bo napolnilo vaše srce. Kako se veselim v naslednji teden. Jutri ima moj sin rojstni dan, moj Tristanček napolni 15 let. Mislim, da sem tak najmanjša v družini. Potem grem v soboto na mojega Zdravka Čoliča, ko sem bila pri 14 letih zaljubljena vanj, vse njegove komade poznam. Mislim, to pa najboljši žur in grem z družino, čudovito. Kaj pa je najbolj zanimivo, da pa v petek pa imamo 3-dnevno, to meni prva 3 dni z eno ekipico mojih ambasadork in drugih 3 dni z drugo mojo ekipo ambasadork, en dan imajo pa skupnega. Tako se veselim, da vidim te spremembe, da vidim te moje drage dame, ki so res naredile, my god, kakšne spremembe v enem letu. Ene mi napišejo, my god, moje poletje je čisto drugačno, kot je bilo lansko. Kaj šele moje dame, ki so že drugi letnik z mano, koliko smo naredile skupaj, koliko smo se povezale. To je to, ne delati na površini, ne delati na površini. Dragi moji, površina vas nikoli ne osreči. Pejte malo v globino, prosim vas. Ni čas več za površino, to se je napolnilo. Zdaj gremo samo noter vase. Pa je moj stavek, pa je drug moj stavek, pa tretji moj stavek. Zdaj pa gremo v družini. Čau.